Živjo in dobrodošli ponovno v moji kuhinji. Danes se bomo pogovarjali, kako hraniti sadje in zelenjavo. Prvi in osnovni nasvet je, da sadje in zelenjavo vedno ločujemo. Drugi, zelo priročen trik je, ko ne vemo, na kakšni temperaturi hraniti živila. Tukaj se držimo tega. Če se gre za nekaj, kar je lokalno, kar lahko načeloma pridelamo pri nas, vemo, da je navajeno na nižje temperature, zato vse te zadeve lahko grejo v hladilnik. Čim se gre pa za kakšne bolj tropske sadeže, kakšne živila iz bolj južnega predela, te zadeve so pa boljše imeti na sobni temperaturi. Imamo 3 različna mesta shranjevanja sadja in zelenjave. Prvo je shramba, to je tak prostor, ki je temnejši, bolj suh in malo bolj hladen. Potem je pult oziroma mesto, kjer je bolj temperatura sobna. Tretje mesto pa je hladilnik, oziroma še boljše, če imate opcijo predala, ki je namenjen samo sadju oziroma zelenjavi, še boljše pa, če je ta predal razdeljen na 2 dela. Začnimo s hrambo. Jaz ločim na 2 različna prostora. Določene stvari imam v kleti, druge stvari imam pa na balkonu v predalu. V shrambi hranimo stvari, kakor so česen, čebula, šalotke, krompir, kakšen sladek krompir. Edino pri teh zadevah pazimo, da so ločene. Se pravi, česen, čebula in šalotke na enem koncu, krompir, sladki krompir na drugem koncu. Druge stvari, ki grejo tudi v shrambo, so recimo kakšne buče, kakor hokaido buča ali pa maslena buča, in pa razno sadje, ki ga kupimo v večjih količinah. Recimo jabolka, hruške, kaki, take zadeve. Sledi pult oziroma prostor na sobni temperaturi. Tukaj hranimo recimo banane, koščičasto sadje, kot so recimo avokado, jabolka, hruške, breskve, slive, take stvari, in pa paradižnik. Paradižnik je bolje hraniti na sobni temperaturi, ker pri nižjih temperaturah zgubi svojo aromo, tako da če hočete, da ima vaš paradižnik boljši okus, ga imejte zunaj na pultu. Na sobni temperaturi pa tudi hranimo citruse, dodala bi pa še to. Sadeži, kakor so banane, jabolka in hruške, oddajajo piletilen, ki je najbolj odgovoren za hitro zorenje sadežev. Zato to vrstno sadje ločujte. Če pa želite upočasniti zorenje banan, pa to lahko naredite tako, da vrhnji čop banan zavijete v plastično folijo. Pa gremo na tretji in zadnji prostor, in to je hladilnik. Kot sem že prej omenila, je fajn, da imate predal, ki je zgolj namenjen zelenjavi oziroma sadju. V primeru pa, da tega nimate, pa hranite sadje in zelenjavo v ali so to papirnate vrečke, plastične vrečke, ali pa še bolje, jaz jih hranim v steklenih neprodušnih posodah. To delamo zato, da preprečimo uhajanje vode iz živila. Jagodičev hranimo v vrečkah, in da še bolj podaljšamo njihovo obstojnost, je zelo fajn, da so v enojnem sloju. Večino zelenjave je lahko kar v predalu, to je recimo korenje, por, zelena, pesa, brokoli, cvetača, bučke, jajčevci, paprika in podobno. Pri listnati zelenjavi, kot so razne solate, špinače in tako naprej, jaz vedno tako zelenjavo operem in jo posušim v centrifugi ali s papirnatimi robčki in potem dam v neprodušno posodo. Potem pa še na hitro nekaj o zeliščih. Vsa zelišča razen bazilike so lahko v hladilniku. Da pa podaljšamo njihovo obstojnost, jih lahko zavijemo recimo v malo bolj moker papir ali pa damo v steklen kozarec in na dnu natočimo čisto malo vode. Je pa nasploh še bolje, da kupujete zelišča kar posajena v lončkih in takoj boste imeli veliko dlje časa. To je to za danes. Od spodaj v komentarju pa napišite, če imate vi še kakšen dodatni nasvet. Se gledamo naslednjič. Čau!